Dober dan. Izgleda, da se počasi prijavljamo in da začenjamo z današnjim posvetom. Dober dan in lep pozdrav na današnjem posvetu priložnosti in pasti novih oblik dela. Sem Žarko Markovič iz slovenskega Euresa in mi smo del Slovenskega zavoda za zaposlovanje. Zahvaljujem se vam za prijavo in za današnjo udeležbo na tem dogodku. Kot zgleda, se epidemija COVID umirja in smo vključeni v največji družbeni eksperiment današnje generacije in ta eksperiment zgleda, da gre počasi h koncu. Zato je mogoče pravi trenutek, da pogledamo, kaj nam je prinesel in katere od teh sprememb bodo ostale še po epidemiji. Po hladno-topli terapiji smo se navadili na številne nove oblike dela. Ker ni bilo izbire, smo se jih zelo hitro privadili in jih sprejeli. Pravzaprav odporov ni bilo. Spet se je pokazalo, kako zelo prilagodljiva bitja smo ljudje. Na osebni ravni vidimo, da so lahko spletni sestanki učinkovitejši, da včasih ali pa kar pogosto naredimo v krajšem času več, kot bi sicer, da zgubljamo manj časa s potovanji, to vidimo tisti, ki se vozimo sicer iz Štajerske in rabimo pol ure manj časa na cesti, in da kar gre. Po drugi strani pa delodajalci ugotavljajo, da marsikje produktivnost ni upadla. Nad spremembami nismo vsi enako navdušeni, statistično so bolj navdušene ženske, mlajši, vidite torej, da spadam v presečno množico manj navdušenih. Ampak vsi se pa strinjamo, da tudi v službenem okolju ne moremo brez osebnih stikov. Na trgu dela, to je naše področje na Zavodu za zaposlovanje, opažamo, da vse več delodajalcev kot možnost zaposlitve ponuja delo od doma. Zdaj ne le iz tradicionalne panoge informatike, pač pa tudi marketing, načrtovanje, tehnično načrtovanje, projektno delo. To ponuja nove priložnosti in izzive tako delavcem kot delodajalcem, tem, kako delavce pridobiti ali pa jih zadržati svoje sodelavce. Zato je prav, da iz izkustvenega pogleda preklopimo na pogled od zgoraj, da nam strokovnjaka povesta, na kaj bodimo pozorni, da bojo te osvojene spremembe ostale pa prinesle dobre stvari tako za nas, kakor zaposleni. Preden pa nadaljujemo, morda nekaj tehničnih navodil. Današnji dogodek poteka v obliki webinarja, zato so kamere in mikrofoni gledalcev izključeni. Če se vam porodi kakšno vprašanje ali predavateljem ali pa misel, ki bi jo radi delili z nami, lahko med predavanjem uporabite pogovor oziroma chat, tam vpišete svoje misel, vprašanje in bomo prebrali vaše vprašanje. Lahko pa tudi samo dvignete roko, to je spodaj tisti emotikon oziroma ikona, pa sami postavite vprašanje ali pa svoje razmišljanje, izkušnje, tako da je celo dogajanje bolj zanimivo, bolj interaktivno, lahko pa to tudi naredite po predavanju. Posvet bo trajal okrog uro in pol in bo potekal v 2 delih s predavanji Katarine Kavčič pa dr. Aleksandra Zadela. Za današnji dogodek se snema, tako da bojo imeli tudi drugi, tisti, ki se niso mogli zdaj v tem trenutku udeležiti našega srečanja, možnost pogledati za nazaj ali pa ga tudi vi, da ga lahko tudi še vidite. Na žalost, virtualno poteka, ne morem vam postreči ne kave, ne vode, upam, da ste si to naredili sami, pa ste se postregli sami, da bo šlo lepše naprej. No, zdaj pa gremo k vsebini, zaradi česa smo tukaj. Začenja Katarina Kavčič. Je moja dobra sodelavka, v starih, nam rekel, v dobrih, normalnih časih, ker ne vem, kaj je to, sva sedela preko mize. Zdaj se tudi midva nisva videla že par mesecev. Je svetovalka Eures in je specializirana za delo z delodajalci in z iskalci zaposlitve na področju mednarodne mobilnosti. Je strokovnjakinja za rekrutacijske dogodke, povezovanje z mrežo Eures in z delodajalci. Zelo aktivno pa sodeluje tudi pri razvoju digitalnih storitev za delodajalce in za iskalce zaposlitve. Zato je prava oseba, da nam bo predstavila, kaj lahko Eures stori za delodajalce. Katarina, prosim. Žarek, hvala lepa za uvod. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu.
Naredim še svojo predstavitev z vami. Torej, današnja tema mojega predavanja bo v bistvu, kako zaposlite delavce iz Evrope in kako vam, na kakšen način vam EURES lahko pri tem pomaga. Mogoče, da najprej na začetku začnemo z kratkim povzetkom vsebine današnjega predavanja. Na kratko vam bom predstavila, kdo sploh mreža EURES je in s čim se ukvarjamo. Evropski portal zaposlitvene mobilnosti, ki je eno izmed orodij, s katerim si lahko pomagate pri iskanju kadra iz Evrope, katere storitve vam EURES Slovenija lahko še nudi za podporo pri iskanju kadra iz Evrope in kakšen je postopek zaposlitve in na koncu seveda še finančne spodbude. Torej, najprej, kaj EURES sploh je? EURES je kratica za European Employment Services, torej Evropsko službo za zaposlovanje, v katero so vključeni javni zavodi za zaposlovanje in njihovi partnerji ter člani na nacionalni ravni. To sedaj v bistvu vključuje 27 držav članic Evropske unije, Norveško, Islandijo, Liechtenstein in Švico. Glavni cilj mreže EURES pa je v bistvu podpora pri uresničevanju ene izmed temeljnih pravic prostega pretoka delavcev. Slovenija je članica mreže EURES od leta 2004, ko smo pristopili v Evropsko unijo oziroma k Evropski uniji. In slovenski svetovalci EURES torej svetujemo in delamo z iskalci zaposlitve, ki iščejo zaposlitev v Sloveniji oziroma našimi, ki bi želeli iskati priložnosti v tujini. Prav tako pa sodelujemo z domačimi delodajalci, ki iščejo kader v drugih državah, članicah mreže in pa delodajalci, ki iščejo kader pri nas. Zdaj mogoče samo za toliko za naprej, v tekstu bom uporabljala Evropska unija oziroma Evropa, pa da se izognem vsem tem naštevanjem držav, samo toliko, da boste vedeli, mišljeno so v bistvu te države, ki sem jih tukaj naštela, ker torej, če prihajajo delavci v Slovenijo, ki so državljani teh držav, imajo prost dostop do trga dela v Sloveniji in torej ne potrebujejo delovnih dovoljenj. Torej, Evropski portal za zaposlitveno mobilnost. Tukaj bi z eno kratko anketo mogoče preverila, koliko od vas sploh pozna Evropski portal za zaposlitveno mobilnost in če ga slučajno uporabljate, tako da Jana, prosim za anketo. Torej, ali poznate in uporabljate Evropski portal zaposlitvenih možnosti? Poznam in uporabljam, poznam ali ne uporabljam in tretja možnost ne poznam. Če malček počakamo, nekaj več kot polovica jih je sicer že glasovalo. Tako da še par sekund počakamo, potem pa zaključimo tole anketico. Zdaj se je nekako ustavilo, tako da bom zaključila. Super, hvala vsem, ki ste glasovali. Vidim, da večina pozna in ga pač portal ne uporablja oziroma ga ne poznate, tako da v redu, najlepša hvala vsem za odgovore. Torej, Evropski portal za zaposlitveno mobilnost je stičišče ponudbe pa povpraševanja na trgu dela. Portal omogoča objavo prostih delovnih mest. Kot vidite, je povprečno na portalu dnevno objavljenih od 2 do 3 milijone prostih delovnih mest. Podatki od včeraj majčkeno manj kot 800 tisoč življenjepisov, iskalcev zaposlitve, dobrih 5 tisoč delodajalcev je na portalu registrirano in kontakti okrog 1000 EURES svetovalcev. Zdaj, kako lahko prosta delovna mesta slovenskih delodajalcev pridejo na ta portal?
Tisti delodajalci, ki sodelujete z Zavodom za zaposlovanje s tem, da objavljate prosta delovna mesta pri nas, ta delovna mesta vaša avtomatsko pošljemo na Evropski portal zaposlitvene mobilnosti. Torej, če objavite na Zavodu prosto delovno mesto, ga pošljemo tudi na ta portal. Verjetno tisti med vami, ki izpolnjujete obrazce o prijavi prostega delovnega mesta, ste že naleteli na rubriko Želim zaposliti delavca iz EU oziroma EGP. Zdaj, če označite to rubriko, dejansko je namenjena delovnim mestom, kjer delodajalec pričakuje oziroma želi tudi prijavo kandidatov iz Evrope. Ko označite to rubriko, se pri delovnem mestu na evropskem portalu prikaže evropska zastava, kar daje v bistvu neko jasno informacijo iskalcem zaposlitve, da je delodajalec, ki ponuja to prosto delovno mesto, pripravljen zaposliti tudi nekoga iz Evrope. Torej, ko razmišljate o tem, da bi iskali tudi kader širše, ne samo v Sloveniji, je nekako priporočljivo, da tudi ustrezno prilagodite sam oglas. Razmislite, mogoče nekaj več napišite o podjetju, o prostem delovnem mestu, kajti nekatero znano podjetje, ki ga vsi v Sloveniji poznamo, mogoče ni toliko znano izven Slovenije in je mogoče smiselno, da na začetku kaj več o podjetju napišete in malo bolj podrobno opišete delovno mesto, ki ga ponujate. Razmislite, ali je znanje slovenskega jezika seveda v skladu z zakonodajo nujno potrebno in to tudi ustrezno navedite. Če imate slučajno spletno stran, na kateri imate oglas objavljen v angleškem jeziku, vsekakor lahko dodate k oglasu povezavo do tega oglasa. Delno pa lahko tudi v bistvu v primeru, kjer res ni potrebno znanje slovenskega jezika, tudi dvojezično objavite oglas. Razmislite tudi malo o tem, kakšne dodatne ugodnosti bi mogoče lahko ponudili iskalcu zaposlitve s tem, da bi naredili oglas mogoče malo bolj privlačen za kandidate iz tujine. Ali je to, ne vem, mogoče možnost nastanitve za prvih nekaj mesecev ali pa celo stanovanja, ali ponujate mogoče pomoč pri administrativnih postopkih, ali imate v podjetju zelo dober sistem dodatnega izobraževanja, ali mogoče ponujate delo, torej oddaljeno delo in se kandidatu oziroma kandidatki sploh ne bo potrebno preseliti. Po naših izkušnjah so to zelo pomembne informacije za iskalce zaposlitve, ki pogosto odločajo o tem, ali se bo iskalec zaposlitve odločil za prijavo na delovno mesto ali ne. Zdaj, sam portal omogoča registriranim delodajalcem tudi iskanje kadrov v bazi življenjepisov. Registracija na portalu je brezplačna, tako da delodajalci se lahko v bistvu registrirate, je brezplačno in dobite dostop do baze življenjepisov, ki se pa dnevno obnavlja in povečuje. Zdaj, trenutno je okrog 800.000 življenjepisov. Javni zavodi za zaposlovanje tudi pošiljamo torej življenjepise iskalcev zaposlitve na ta portal, seveda, če se iskalci zaposlitve s tem strinjajo. Vi kot delodajalec pa dejansko lahko po teh življenjepisih brskate oziroma pregledujete. Na portalu niso objavljeni samo življenjepisi državljanov članic Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora, ampak tudi širše, tudi iz tako imenovanih tretjih držav. Tako da imate res kar precej velik bazen življenjepisov, preko katerih lahko iščete nove sodelavce. Prav tako si lahko na tem portalu v bistvu naročite, ustvarite profil nekega delovnega mesta, ki je za vaše podjetje pomembno in se naročite na obveščanje o novo prijavljenih kandidatih s tem profilom in dobite potem na elektronsko pošto obvestilo, kadar se kakšen nov kandidat prijavi. Na spletni strani so tudi kontakti EURES svetovalcev vseh, torej mreže EURES, tako da kadarkoli, če imate kakšno specifično vprašanje, ki se tiče prav posebno neke države, se lahko tudi direktno na EURES svetovalcev tisto državo obrnete. Portal tudi omogoča torej komuniciranje z iskalci zaposlitve, ko najdete nek zanimiv življenjepis, lahko preko portala vzpostavite stik.
z iskalcem zaposlitve. To je predvsem uporabno, kadar iskalci zaposlitve pač skrijejo neke osebne podatke, neke kontaktne podatke in vam v bistvu platforma služi za vzpostavitev prvega kontakta. Na portalu so tudi zanimivi članki in informacije glede mednarodne mobilnosti in pa koledar dogodkov. Takole. Torej, objava prostega delovnega mesta je neka osnovna storitev zavoda, ki jo nudimo vsem delodajalcem, torej, ki objavljajo prosta delovna mesta pri nas. Prav tako pa znotraj EURES, pisarne za delodajalce, kot osnovne storitve nudimo tudi informiranje in svetovanje pri iskanju delavcev. Zdaj največkrat gre za informacije o tem, ne vem, kakšno je stanje na trgu dela, kje so presežki, kje so primanjkljaji, katere države bi bile mogoče za delodajalce zanimive, da bi iskali kader tam. Lahko se tudi preko mreže EURES povežemo s kolegi v točno izbranih državah, preverimo, kakšna je situacija tam, se da mogoče za kakšen dogodek dogovoriti oziroma za kakšen nabor in podobne stvari. Svetujemo tudi pri postopku zaposlitve delavca, zdaj tam je pa največ vprašanj običajno s tem povezanih, kakšen je postopek zaposlitve nekoga, ki prihaja iz druge države Evropske unije, to bo kasneje še več povedala, ki je vključen v socialna zavarovanja, tudi imamo dosti vprašanj tisti, ki se v bistvu dogovarjajo za oddaljeno delo, ker tam je pa majčkeno drugače, osebe ostanejo v sistemu socialne varnosti, kjer pač prebivajo. Tako da to so neke osnovne informacije, ki jih EURES nudi vsem delodajalcem. Potem so pa še po dogovoru se pa z delodajalci zmenimo tudi za neke dodatne storitve, ki jih lahko nudimo. Med to so pa v bistvu vključeni kot prvo posredovanje oglasa v izbrano državo, torej oglas, ki ga delodajalec prijavi pri Zavodu za zaposlovanje, gre tako ali tako na EURES portal, lahko pa ga po dogovoru z delodajalcem, katera država bi bila mogoče najbolj zanimiva ali pa katerih več držav bi bilo zanimivih, posredujemo tudi kolegom od te države in jih dejansko poprosimo, da na njihovih spletnih straneh nacionalnih oglas objavijo in še ga dodatno promovirajo med svojimi iskalci zaposlitve in na spletnih straneh. Ena izmed dejavnosti, ki smo jo pred korono tudi kar dosti pogosto se udeleževali, so bili mednarodni zaposlitveni sejmi. Zdaj na teh sejmih smo v bistvu sodelovali EURES svetovalci po dogovoru z delodajalci, ki so iskali kader mednarodno, torej smo jih nekako zastopali na teh sejmih. Imeli smo prosta delovna mesta teh delodajalcev in na dan dogodka smo v bistvu promovirali delovna mesta, zaposlitvene priložnosti v Sloveniji in tudi v bistvu iskali kot ustrezen kader za te delodajalce, s katerimi smo bili dogovorjeni, da jih zastopamo. Zdaj tukaj v oklepaju sem napisala tudi spletni zaposlitveni sejmi. Na EURES-u v bistvu je bilo že, mislim, da leta 2014 vzpostavljena platforma European Online Job Days, kjer v bistvu omogoča izvedbo spletnih zaposlitvenih sejmov in se že kar dobrih 6 let kar nekaj dogodkov odvilo na tej platformi, torej že tudi pred samo to korono krizo, bo pa verjetno v prihodnosti še več teh dogodkov se selilo na splet. Zdaj, tisti, ki ste se nam pridružili že v decembru pri izvedbi tega posveta, ste o tem že več slišali, ker je takrat sodelavka Nastja bolj podrobno predstavljala samo platformo. Je pa dejansko to platforma, ki brezplačno delodajalcem omogoča sodelovanje na sejmu, sodelovanje pa zelo podobno, kot če bi bili na kraju dogodka, torej imate možnost predstavitve delovnega mesta, objave prostih delovnih mest, prijave kandidatov, selekcijo kandidatov, spletnih razgovorov. Dejansko EURES Slovenija v sodelovanju z območno službo Koper letos 8. aprila organizira čezmejni spletni zaposlitveni sejem. Tako da si lahko tudi na spletu pogledate, kako to izgleda, da boste mogoče majčkeno občutek dobili. Potem smo organizirali tudi, pa upam, da jih bomo tudi v prihodnosti, še manjše rekrutacijske dogodke, torej to so bili pa recimo dogodki za delodajalce, ki so imeli več delovnih mest ali pa več delodajalcev s podobnimi delovnimi mesti.
Dejansko je prišlo to za organizacijo, torej predstavitev delodajalca, delovnega mesta, zainteresiranim iskalcem zaposlitve. Tukaj smo kar zgledno sodelovali s kolegi iz Hrvaške, tako da smo torej pred marcem lansko leto kar nekaj teh dogodkov tudi organizirali. Takole, torej, če je bilo vse uspešno, kar se iskanje kadra tiče, imate izbranega kandidata. Zdaj, kakšen je dejansko postopek zaposlitve nekoga, ki prihaja iz druge države članice Evropskega gospodarskega prostora? Enako kot če bi zaposlili državljana Republike Slovenije. Torej, pravice in dolžnosti so vse v bistvu v skladu s slovensko delovnopravno zakonodajo. Mogoče je ena taka malenkost, torej, postopek je klasičen. Prijava prostega delovnega mesta, selekcijski postopek, predlog pogodbe, zdravniški pregled, pogodba in prijava obvezna socialna zavarovanja. Zdaj, pri tujcih, ki se prvič zaposlujejo v Sloveniji, mogoče ta posebnost, da običajno nimajo še EMŠA. EMŠO pridobi tista inštitucija, na katero se prvo obrne delavec, ki prihaja v Slovenijo, ponavadi je to upravna enota. Če pa delodajalec direktno, takoj ko oseba pride, zaposli kandidata, pa potem, ko prijavi delavca v obvezno socialno zavarovanje na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, potrebuje tudi EMŠO. Zdaj, EMŠO po soglasju delavca EMŠO lahko zaprosi tudi delodajalec pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje, ko osebo prijavlja, in mu Zavod za zdravstveno zavarovanje običajno v roku 3 dni dodeli EMŠO. Delavec v bistvu potem še zaprosi za davčno številko in si uredi prebivanje. Zdaj, glede prebivanja je tako, za tisti, torej te obmejni dnevni migranti, ki se dnevno vračajo v svojo državo, prebivanja seveda ne potrebujejo prijaviti prebivanja v Sloveniji. Tisti, ki se pa dejansko sem selijo, pa že ob prihodu v Slovenijo, torej v roku 3 dni, morajo javiti na policiji prihod oziroma naslov v Sloveniji. Zdaj, če to bivajo, ne vem, v hotelih ali pa pri sobodajalcih, ki so v bistvu oni dolžni to prijavljati, potem to oni naredijo, drugače pa mora oseba sama to urejati na policijski postaji. Potem pa najkasneje v roku 3 mesecev pri upravni enoti še uredi prebivanje. Zdaj, jaz tukaj več mogoče o tem ne bi govorila, ker so moji sodelavci pripravili odličen video, 4-minutni. Imate tudi povezavo tukaj, Jana bo tudi dala v klepet povezavo do YouTubea, kjer si dejansko, kadarkoli boste potrebovali, lahko pogledate ta 4-minutni video, kjer vas sodelavec zelo lepo po korakih pelje, kaj morate storiti, ko zaposlujete nekoga, ki prihaja iz države članice, ki je torej državljan članice Evropskega gospodarskega prostora. Edino, na kar bi opozorila, tukaj video nismo še popravili glede izstopa Velike Britanije, tako da tukaj je še vključena, ampak Velika Britanija je zdaj tako ali tako za nas tretja država, tako da to še nismo popravili. Za konec mogoče še omenjam finančne podpore, ki so na voljo, kadar zaposlujete državljane torej Evropske unije. Finančne podpore so na voljo tako za delodajalce kot za iskalce zaposlitve. Zdaj, pri delodajalcih je v bistvu nekaj osnovnih pogojev, torej da je največ 250 zaposlenih, torej gre za srednja in mala podjetja, da zaposlite kandidata, ki prihaja iz države članice Evropske unije, Norveške ali Islandije in je državljan ene izmed teh omenjenih držav, da ponujate najmanj 6-mesečno zaposlitev za polni delovni čas oziroma najmanj krajši, torej 20 ur na teden. Finančna pomoč je namenjena za uvajanje kandidata, ki prihaja iz Evrope v Sloveniji in lahko v bistvu znaša od 1060 evrov, to je neko osnovno uvajanje, kjer je vključeno predstavitev podjetja, mentorstvo, tehnično in poklicno uvajanje, jezikovni tečaj. Potem je pa še obširno uvajanje, ki pa v bistvu 1320 evrov lahko delodajalec pridobi, pa vključuje osnovno uvajanje plus torej še obširno uvajanje, ki vključuje
administrativno podporo, selitveno podporo, pomoč pri registraciji, pomoč pri iskanju nastanitve, urejanje davčnih zadev, zavarovalnih, bančnih zadev. Tako da, kadar se boste dogovarjali s kakšnim delavcem iz torej omenjenih držav, vsekakor imejte v mislih EURES in nas kontaktirajte, da boste takrat točne informacije dobili glede samega postopka. Hkrati pa imejte v mislih tudi to, da so finančne spodbude na voljo tudi za iskalce zaposlitve, ki so majčkeno bolj radodarne, saj imate iskalec zaposlitve pa v bistvu možnost zaprositi za 4 sklope, torej s poročilo stroškov za razgovor, tega je zdaj v zadnjem času bilo zelo malo, ker je večino razgovorov pravzaprav prek spleta potekalo. Povračilo stroškov selitve, kadar je zaposlitev uspešna, jezikovni tečaj in pa priznavanje poklicnih kvalifikacij, kolikor bi bilo to potrebno, oziroma če gre za poklic, ki je v Sloveniji reguliran. Na splošno pa bi mogoče samo še to omenila, da kadar torej zaposlujete nekoga, ki prihaja iz druge države članice Evropske unije, da je mogoče smiselno tudi to osebo opozoriti oziroma jim nekako prijazno spodbuditi, da se obrnejo tudi na EURES svetovalca v državo, iz katere prihajajo, da bodo dobili tudi tam točne informacije, kaj se je potrebno urediti pred samim odhodom, ali se je treba kaj pozanimati glede mednarodnega obdavčevanja in pa podobno. Tako da nekako to je bilo to z moje strani. Jaz upam, da sem vam dala en pogled v možnosti zaposlovanja s podporo in svetovanjem EURES svetovalcev, pa vkolikor boste imeli kakršnakoli vprašanja ali pa karkoli, ste dobrodošli, da se obrnete na nas. Moj direkten elektronski naslov pa zdaj ravno vidite na ekranu. Tako da najlepša hvala za pozornost. Katarina, hvala. Ja. Nisi pa še končala. Dobili smo eno dobro vprašanje. Ja. Gospe Nine Šap iz Dolenjske gospodarske zbornice. Kakšna je razlika med portalom EURES, se pravi dostopnosti, cenovno, koliko je obsežnost v primerjavi recimo za kakšnimi drugimi portali, na primer Moje delo? Torej, na Evropski portal zaposlitvenih priložnosti torej se stekajo vsa prosta delovna mesta, ki jih javni zavodi za zaposlovanje pošiljajo. Zdaj, te objave so za delodajalce, tako kot sem rekla, brezplačne, ker avtomatsko, ko prijavite pri Zavodu za zaposlovanje prosto delovno mesto, ga mi tudi pošljemo na Evropski portal. Evropski portal dejansko omogoča brskanje po prostih delovnih mestih. Tisti iskalci zaposlitve, ki so registrirani, lahko tudi oglase prevedejo v angleški jezik. Sicer je to pač Google Translate, ampak kar jaz spremljam, so to kar precej kvalitetni oglasi, tako da se v bistvu avtomatsko prevajajo torej prosta delovna mesta. Registracija delodajalcev torej je brezplačna, imate pač bazo podatkov oziroma bazo življenjepisov, ki se mi zdi, da je kar precej velika. Tako da to so mi nekako te prednosti. Vem, da veliko delodajalcev išče tudi kader, ne vem, iz držav bivše Jugoslavije, in ko jaz pač spremljam te življenjepise na spletu, sem mogoče opazila, da je tudi kar nekaj teh kandidatov iz Bosne, Srbije, objavljene življenjepise. Tako da meni se zdi, da je en tak ne edini in ne verjetno najboljši, ampak eden izmed zelo uporabnih portalov, kjer lahko v bistvu delodajalci dobijo bazo življenjepisov. Je pa res, da mislim, da smo lansko leto, da je bil dogovor, da se pošiljajo tudi življenjepisi iz baz javnih zavodov za zaposlovanje, tistih iskalcev, ki se v bistvu strinjajo s tem, da se njihov življenjepis objavi na portalu, in se bo ta baza življenjepisov v prihodnosti še povečala. Ja. Morda pa je dodatna prednost tega EURES portala, da je to skupni portal v vseh državah EU-ja in lahko so drugi zasebni ponudniki, ki so navadno skoncentrirani na nekaj posameznih držav, ta pa je skupaj celi Evropski uniji in je zaradi tega uveljavljen povsod.
Zakaj sem jaz mogoče rekla, da ni najboljši, ker včasih zdaj trenutno se zelo veliko posodablja. In včasih pač ne dela za kakšne pol urce ali pa kaj takega, je pa dejansko res, meni se zdi uporaben, tudi jaz ga velikokrat uporabljam, kadar za kakšne slovenske delodajalce recimo gledam, če bi bil ustrezen kader. Če si dobro profile ustvarite, torej profile delovnih mest, ki jih iščete, se bodo tudi kandidati pojavljati, torej ustrezni. Če je še kakšno vprašanje s strani udeležencev, morda lahko še kasneje. Sicer pa, Katarina, hvala. Lahko prekineš delitev tvojega. Dobro, zmenjeno. Hvala. In prehajamo k drugi točki. Predavanje dr. Aleksandra Zadela. Dr. Aleksander Zadel je univerzitetni diplomirani psiholog, doktor znanosti, specialist klinične psihologije in kot profesor je predaval na oddelku za biopsihologijo na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. Mogoče za nas je bolj zanimivo, da je v gospodarstvu že več kot 20 let in vodi predavanja in delavnice v različnih podjetjih, uspešno ljudi, da na podlagi lastnih potencialov razvijajo suverene, avtonomne rešitve. Poleg izobraževanja izvaja še coachinge vodilnih kadrov, psihološka profiliranja, zaposlenih svetovanja kadrovskim službam, pa pomaga podjetju pri oblikovanju kadrovske strategije. In po navedenem je zagotovo oseba, ki nam ima kaj povedati o novih oblikah dela. Dr. Aleksander Zadel, portal je vaš. Najlepša hvala. Najlepša hvala za povabilo na vaše srečanje. Tudi jaz si bom sposodil ekran in pripravil sem prezentacijo na temo psihološki izzivi dela in sodelovanja v razmerah koronakrize. Na začetku ste optimistično napovedali neke vrste izhod iz te zapletene, težke, za vse nas zahtevne situacije. Se pridružujem optimizmu in upam, da dejansko res bomo tega vraga, če mi dovolite tako reči, lahko prijeli za roge. Jaz sem današnje razmišljanje, kolikor imam časa na razpolago, zastavil na način, da se osredotočim na človeka. Se osredotočim na človeka, ki seveda je delavec in v tej situaciji, ki jo zdaj živimo, seveda soočen z razmerami, za katere nima odgovorov, mogoče nima rešitev, potrebuje pomoč, potrebuje širši pogled tudi na njega kot osebo, ki sicer dela ali išče delo, ali razmišlja o tem, da bi iskal novo delo. In seveda, po drugi strani bi rad spregovoril par besed tudi nenazadnje o delodajalcih, ki upam imate sladke skrbi. To so skrbi, kako pridobiti ljudi, kako pridobiti delavce, kako dati možnost ljudem, da pridejo k vam. Moje razmišljanje gre v nekaj dimenzijah, v petih smereh. Kratko bom predstavil, kje psihološko smo danes, kako v bistvu zgraditi v podjetjih in tudi pri načinu dela z ljudmi en koncept optimizma in pozitivne miselnosti, kaj pomeni samomotivacija v teh časih, kako doživljamo seveda okolje pogosto kot izrazito stresno in bi tukaj rad seveda par minut porabil za to, da razložim ta koncept stresa, kot ga vidim sam po teoriji izbire in na koncu seveda, bom rekel, vse to skupaj strnemo v nek koncept seveda dela z ljudmi, koncept zaposlovanja in seveda medsebojnih pričakovanj v časih, ki jih živimo zdaj. Zdaj, kje smo? V kakšnem kontekstu se nahajamo? Kaj ta kriza prinaša? Seveda prinaša negotovost, prinaša strah in prinaša neravnovesje. Ljudje smo navajeni načrtovati. Navajeni smo, da ko sprejmemo neko odločitev, pričakujemo kolikor toliko ene pričakovane posledice. Danes te možnosti ni več.
živimo, ali pa ne vidimo jo več, še boljše rečeno ljudje, ne vidimo je več. Zakaj? Zaradi tega, ker se spremembe dogajajo tako hitro, predvsem pa take, ki jih nismo navajeni, da seveda povečujejo to negotovost in s tem povezano čustvo strahu. Tako podjetja kot posameznikov smo izrazito labilni sistemi. Če se osredotočim najprej na posameznika, mi moramo ves čas dihati, da bi lahko seveda bili pravilno predihani. Pa moramo ves čas piti, jesti, počivati, da bi bil energetsko v ravnovesju. Podobno velja za podjetja. Ves čas morajo imeti prave kadre, s pravim znanjem, s pravimi kompetencami, da bi seveda lahko v tem izrazito konkurenčnem svetu seveda sprejemali take odločitve, ki bi bile v korist sebe, samega podjetja, zaposlenih, vseh deležnikov, trga in tako naprej. Torej, v cel ta sistem našega poslovnega delovanja so se naselili ti trije dejavniki. Seveda, kaj je tisto, kar je pač ta čas, ta kriza odnesla? Seveda, prva stvar, možnost druženja, ljudje smo socialna bitja, nas spravlja v stisko to, da se ne moremo družiti. To ukalkulirano predvidljivost, o tem sem seveda z drugega konca govoril že nekoliko pri negotovosti, in mogoče še eno psihološko karakteristiko, ki je izjemno pomembna za vzdrževanje stabilnega mentalnega ravnovesja. Torej, upanje, pa bom povedal tudi, kakšno vrsto upanje. Ne upanje, vse bo dobro, za vsaka stvar je nekaj dobro in tako naprej. Ampak tisto upanje, ki ga imamo ljudje, ko načrtujemo, ko gremo v službo, če bomo varno vozili, če gremo pravočasno in tako naprej, bomo prišli tudi na delovno mesto. Torej, upamo, da bomo s svojim delom, s svojimi aktivnosti poskrbeli za željene posledice. Seveda, v vsaki krizi, ko, jaz rečem, z leve in z desne letijo noter presenečenja, nove razmere, novi podatki, nove informacije, pogosto neprijetne, seveda ljudje izgubljamo tudi upanje. Izgubljamo upanje, pa ne samo, da bo nekoč boljše in tako naprej, ampak da se velja potruditi, da se velja stisniti, da se velja še en teden, en mesec potrpeti, pa bo boljše. Zdaj, ker to trajanje, izgubljanje občutka za ukrepe. Čekaj, kaj moramo danes imeti maske, se testiramo, imamo odprto, nimamo, čekaj, kaj bo drugi teden. Nam seveda odmika tudi v psihološkem smislu upanje, da bomo iz tega časa izšli dobro, močni, pozitivno in v dobri kondiciji. Seveda posledice, ki se dogajajo tako kot na posamezniku, kot na ekipah, kot seveda na podjetjih, so frustracije. Frustracija je stanje, v kateri posameznik ima občutek, da bo seveda dobil prepreko na poti do cilja. Torej, ne moreš do cilja, ne moreš zadovoljiti potrebe, ne moreš uresničiti interesa. In to seveda povzroča izrazite napetosti v ljudeh, ki imajo za posledico včasih tudi samodestruktivnost, če ta frustracija potem dela škodo navznoter, ali seveda destruktivnost navzven v okolje. Torej, konflikti, jeza, težke besede in tako naprej so seveda v takih trenutkih seveda bolj pogosti in imajo seveda tudi bolj daljnosežne posledice. Depresija je seveda tudi ekonomski pojem, ampak tukaj se jaz obračam k ljudem. Torej, depresija kot stanje, v katerem človek nima moči, da bi toliko poskrbel zase, da bi se lahko v svoji koži dobro počutil. Torej, splošna kondicija, splošno blagostanje v časih krize upada. Splošno. Seveda so pa tudi tako imenovani v navednicah zmagovalci krize, torej tako ljudje kot podjetja, delodajalci, ki seveda se znajo obrniti, izkoristijo okoliščine, jih in interpretirajo na pravi način, sprejmejo prave odločitve in seveda delajo uspešno tudi v teh težkih in zahtevnih razmerah. Sej, marsikdo od vas, če ste tukaj podjetniki, itak rečete, za nas je ves čas kriza, ves čas je konkurenca, ves čas se spreminjamo, ves čas se prilagajamo, ves čas moramo biti pozorni na to, kaj nam trg govori in tako naprej, tako da nič kaj novega ali pa nič kaj posebnega za nas. Torej, kaj zdaj? Kako naprej? Tri sem rekel, te vsebinske iztočnice bi rad dal.
ena stvar je koncept optimizma, druga je koncept samomotivacije in tretja je koncept strukture. Torej vedno, ko gre za krizo, vedno, ko so stvari nepredvidljive, reče ljudje, ne, bomo se že prilagodili, bomo intuitivno, niti slučajno. Ne? Če si predstavljate, da so najbolj, kako bi rekel, nestrukturirane delovne situacije ima kdo? Ima gasilci, imajo reševalci. Nikdar ne vejo, kam bojo prišli, kaj bojo mogli pomagati in tako naprej. Samo to so najbolj strukturirana podjetja oziroma organizacije, sistemi, z jasnimi pravili delovanja, funkcioniranja, triaže, delovanja in tako naprej. Tako da ja, struktura nam še posebej v krizi izjemno pomaga. Torej najprej koncept optimizma in pesimizma. Zelo, zelo kratko, v par stavkih, kaj je sploh eno ali drugo. Ne? Za optimizem velja, da ljudje, posamezniki, vidijo v prihodnosti rešitve. Ja, so izzivi in mi vidimo rešitve. Torej, mi verjamemo, da bomo skladno s svojim delovanjem, s svojimi odločitvami prišli do željenega cilja. In seveda pesimist na drugi strani je prepričan, precenjuje verjetnost, da ne glede na to, kaj mi naredimo, ne bomo uspešni. Ne? Če opazite te dve definiciji, primerjate med sabo, ugotovite seveda, da je optimist veliko bolj aktiven, torej ne gre za človeka, ki samo sedi in čaka, da bo vse v redu, ampak počne stvari, zaradi katerih bojo stvari šle proti željenemu cilju, medtem ko pesimist seveda vse je prepričan, da ali naredim ali ne naredim, kaj itak ne bo nič dobrega, seveda ostaja v poziciji pasivnosti. Kar seveda v skladu z tistim pripisujejo to eni Henryju Fordu in tako naprej. Jaz napišem neznani avtor, nisem bil zraven, ko se je to napisalo, ampak kakšno je to človeško prepričanje. Ne? Če mislimo, da nam bo uspelo ali če ne, obakrat imamo prav. Zdaj, 5 minut si vzamem, da razložim optimizem in kaj lahko kot posamezniki, pa tudi kot delodajalci naredimo za to, da povečamo verjetnost, da bomo imeli v svojem podjetju optimistične ljudi. Zdaj najprej, v čem je štos optimizma? Seligman, po katerem predavam optimizem, je naredil fantastično raziskavo. Vzel je optimiste in pesimiste v dve veliki skupini in je dal matematične naloge za reševati. 40 nalog. Ene so bile zelo, zelo lahke, druge zelo, zelo težke, tako da noben, ki je reševal, ker niso bili to matematiki, ni vedel, koliko jih je rešil prav. In na koncu, ko so pobrali, so jim sporočili rezultat in so vsakemu povedali, da je rešil 20 nalog prav. Gospod tistih 20, gospod 20, 20, 20. In so jih poslali domov. Čez pol leta so te ljudi poklicali in so rekli, joj, gospod, gospa, se spomnite, ste reševali na matematične naloge pol leta nazaj? Ja, kako da ne? Veste kaj, mi smo te rezultate izgubili. Nam lahko prosim poveste, koliko nalog ste imeli prav? In vsak je povedal, koliko se je spomnil, da je imel nalog prav. In posnarili povprečno vrednost za optimiste in za pesimiste. In seveda, ko so zaračunali povprečno vrednost za optimiste, jih je presenetilo, če se pohecam, optimisti imajo slab spomin, njihovo povprečje je bilo 23,2 nalog. Torej, videli so svet na ta način, njihov spomin je deloval v to smer. In so naredili tudi oceno za pesimiste. Cela zabava. Seveda, če bi bili zdaj v živo, bi vas jaz vprašal, kaj mislite, koliko je bilo povprečje za pesimiste. In običajno, ko je v živo, rečejo, dajo veliko bolj navzdol kot optimisti navzgor. V resnici je bil rezultat 19,7 ljudje. 19,7. Torej, Seligman je ugotovil, da pesimisti veliko bolj pravilno dojemajo svet in okoliščine. Zato se on tudi heca v svojih knjigah, pravi, da on nima knjige o pesimistih, realistih in optimistih, da v bistvu pesimisti so realisti, torej vidijo svet tako, kot je. Ma pol v svojih raziskavah naprej ugotavlja, da pesimistom to, da vidijo stvari tako, kot so, ne pomaga prav nič. Torej, če izhajamo iz istih pozicij, recimo, da pride dva človeka v podjetje z isto izobrazbo, optimist napreduje bistveno hitreje kot pesimist. Čez eno leto ima optimist tam 15-20% višjo plačo kot pesimist. Je bolj uspešen pri delu, še več, manj je odsoten zaradi bolezni, torej bolj zdravi so optimisti. In čisto na koncu, da nisem tukaj predolg, seveda razloži tudi, da ko imaš pesimista in optimista v istih življenjskih situacijah, torej on je vzel recimo 4-člansko družino, torej partnerja z 2 otrokoma, ameriško predmestje, hiša 100 kvadratnih ali pa 150 kvadratnih metrov, $100,000 letne plače, kako ste zadovoljni v življenju, je vprašal. Optimisti v takih pogojih okrog 8,6, pesimisti 6,34.
ne da se splača biti pesimist. Tudi če imate enako življenje, boste v razmerah, ki jih živite, seveda veliko bolj zadovoljni in po drugi strani tudi bolj uspešni. Torej, zakaj je koncept optimizma ključen za to, da se prebijemo iz kriza? Zaradi tega, da nismo pasivni, da načrtujemo stvari, ki jih bomo počeli, ki nas bojo pripeljale k željenim ciljem. Seveda bomo kdaj neuspešni, se bomo usedli, premislili še enkrat, naredili nov načrt in šli naprej. Kaj je pa po drugi strani težava pesimizma? Osnova pesimizma je tako imenovana naučena nemoč. Naučena nemoč se zgodi takrat, kadar ljudje v nedogled ponavljajo določeno vedenje in niso uspešni. In pol mislijo, da če niso bili uspešni na tem vedenju, itak karkoli naredijo, ne bojo uspešni tudi drugače. Tako da imate vi, recimo, bom rekel, te parole, ki jih imamo v Sloveniji. Ne? Po 50. letu itak ne dobiš ene pametne službe. Bolje drži ga, nego lovi ga. In potem so ljudje zablokirani v svoje rešitve. Ne? Vsi šefi so taki, itak ne bo boljše nikjer drugje. In pol se držimo tistega, kar imamo, ne? Še take lepe pregovore imamo, bolje vrabec v roki kot golob na strehi in se rečemo, ja, make sense, logično, ne? Kaj bom jaz z golobom na strehi, lahko ga gledamo, nič od tega, ne? Vrabca pa kaj, lahko pojeste vrabca, ali kaj, boste siti od tega, ne? Ampak okej, v prispodobi vemo, kaj hoče, bom rekel, pregovor povedati, ne? Je močen, ima svojo težo, ampak nas hkrati uči pasivnosti. In to je eden večjih izzivov naše družbe. Torej, vodje, sodelavci, ne ljudem dopovedovati, zakaj niso dobri in kaj delajo narobe. Veselimo se tistega, kar naredimo skupaj dobro in prav in se dogovarjamo, kako smo lahko še boljši. To je to, kar lahko zdaj na kratko povem in iz tega naredim celo delavnico ali pa celo razmišljanje, kako v bistvu komunicirati, povratno informacijo dajati, zato da bi seveda v naših ekipah z našimi ljudmi razvili moč odločanja, sposobnost nositi odgovornost za svoje odločitve, izbrati okolje, v katerem hočemo delati in tam seveda delati veliko in dobro. Miselnost, ne, torej v zahodni kulturi je miselnost izjemno pomembna. Govori o naši drži do praktično vsega. Ne? In kaj je pozitivna miselnost? Je blazno povezana z optimizmom. Zakaj? Ker človek, ki pozitivno razmišlja, ne, v bistvu razmišlja, danes bi se rad dobro počutil. Kaj bom danes počel? Bom opravil delo, se bom pripravil na predavanje, potem bom šel na kosilo in popoldne si bom vzel prosto. Torej načrtuje. Kaj počne človek z negativno miselnostjo? Ne? Razmišlja, kaj gre lahko narobe. Joj, danes se ne počutim tako, kot sem se razmišljal. Nisem se pripravil točno tako, kot sem si želel. Ja, to je bilo krivo, ker nisem imel časa. In seveda troši čas namesto za kreativnost, namesto za kreiranje svojih odločitev, zato da bi se dobro počutil, rešil stvari, seveda za iskanje krivcev, izgovorov, nemoči in tako naprej. Drugi velik sklop, koncept motivacije, iskanja rešitev na način to, da poiščemo v sebi energijo in moč za to. Ne? Torej, vprašanje je zelo preprosto. Lahko razmišljate kot posameznik, kot partner, kot prijatelj, kot delodajalec ali tisti, ki ste lastniki podjetij, kot lastnik podjetja. Vprašanje je trivialno. Če bi imeli možnost izbire, kako bi se raje počutili jutri? Dobro ali slabo? In seveda vsak normalen človek odgovori, da bi se rad dobro počutil. In če bi šlo za vaše otroke, ki bi tudi rekli, da se bi radi dobro počutili, ne glede na to, koliko smo stari, 30, 50, 100 let, vsi bi se radi dobro počutili, kaj bi vi raje, da bi se vaši otroci dobro počutili? A, ker imajo srečo in so okoliščine take, da se dobro počutijo, B, ker počnejo stvari v določenih okoliščinah, za katerih se dobro počutijo, ali C, ker jim vi pomagate, da se dobro počutijo. In seveda ste vsi izbrali verjetno B. Otroci ne se potrudijo, nekaj naredijo za to, da se dobro počutijo. Ma to velja tudi za nas. Seveda so okoliščine včasih težke. Včasih so nepredstavljivo težke. Nekdo umre, nekdo zboli. Od ljudi, ki smo jih imeli najrajši, so bili najbližje. Jaz ne trdim, da je vsake stvari nekaj dobrega, Bog ne daj. Ampak trdim eno stvar, da v takih težkih trenutkih se mi lahko usedemo v kot in se smilimo sami sebi in življenje teče naprej, ali dvignemo rit, vstanemo in živimo naprej. Ne, ker je težko, ampak kljub temu, ker je težko. Kljub temu. In podobno velja za podjetništvo. Imamo lahko ali pa poslovno okolje ali pa karkoli že. Imamo lahko težke izkušnje. Saj če ste odrasli, zagotovo imate izkušnje. Ampak izkušnje ne pomeni veselice, žurke in tako naprej. Izkušnje pomeni
kaj težkega smo doživeli, kaj zahtevnega smo doživeli. In seveda, če ta spoznanje in izkušnje vgradimo v naše prihodnje odločitve, so te veliko bolj prožne, veliko bolj tehtne, utemeljene in večinoma seveda tudi bolj pravilne. Torej, sam koncept, kako mi gledamo na svet, je odvisen od naše izbire. Recimo, da imate vi, da ste žejni, ste zelo žejni in bi rabili 1 liter vode zdaj v tem trenutku. Na razpolago imate samo 1 kozarec vode. Zdaj, kaj bi vi naredili? Bi vseeno spili ta kozarec vode, kljub temu, da ga ni 1 liter, ali bi se temu kozarcu odpovedali, kot češ, briga me, in bi se pritoževali, ker nimate celega litra. Zdaj, večino od vas verjetno bi spila ta kozarec vode in to je logično, normalno in seveda človeško. Pri vodi, količini zraka, hrane, počitka, se kar zmenimo za nišo, ne? Pravimo okrog 2 litra sveže vode na dan, pa okrog 2000 kalorij, pa 8 ur spanja, to se da zmeniti, ne? Ampak koliko občutka lastne vrednosti, koliko varnosti, topline, ljubezni potrebujemo, da je dovolj in koliko je premalo. Koliko spoštovanja v službi potrebujemo od sodelavcev, koliko priznanja, da je dovolj in koliko je premalo. Ne vem. Sem psiholog, ma ne vem. To ve vsak sam. Ampak ko vzpostavljate okolje, v katerem naj bi se ljudje dobro počutili, v katerega naj bi se ljudje zaposlili, v katerem naj bi ljudje veliko in dobro delali, je seveda potrebno misliti, da ljudje poleg plače in socialne varnosti potrebujejo še kaj. Vaš svet, vaš dom, ni odvisen samo od jeklene betonske konstrukcije vaše hiše, od strešnikov, od fasade, od parketa. Če to primerjam z službo kot tako, z pogodbo o zaposlitvi, s plačo enkrat na mesec. Ampak je ta dom povezan s tem, kako se vi tam noter počutite. In ali se vi raje in z veseljem vrnete v dom, kjer je mar ljudem za vas, ali kjer nobenega ne briga, če ste prišli. In to je tisto, kar je ključno za vzpostavljanje razmer v podjetjih, v katerih bodo ljudje radi delali, se radi vračali in radi naredili tudi z lepo slovensko besedo extra mile. Torej, korak več, ko se je treba potruditi in stopiti iz cone udobja. Ker v čem je štos tega, kar se zdaj pogovarjamo? Bomo prišli spet skozi 2 ali 3 vprašanja do tam. Zdaj, če bi skupaj razmišljali, kaj čisto vsi ljudje počnemo na tem svetu, bi rekli, da vsi dihamo, jemo, spimo, ne? In če bi dali vse, kar počnemo, odkar prvič vdahnemo, dokler zadnjič izdahnemo na skupni imenovalec, bi rekli, da ne počnemo nič drugega, kot zadovoljujemo potrebe. Torej, ko jeste, počnete to, da bi bili siti, ko greste počivati, da bi se spočili, ko pijete, da bi se odželi, ko greste v službo, da bi opravili neko delo in dobili neko socialno varnost, plačo z, ne vem, socialnim, zdravstvenim zavarovanjem, pokojninskim zavarovanjem in tako naprej. Torej, ves čas počnemo stvari zato, da bi nekaj dobili. Kako vemo, da je naše vedenje uspešno? Kako vemo, da smo uspešno zadovoljili potrebe? Ja, se počutimo dobro. In če naše vedenje ni učinkovito, se ne počutimo dobro. Torej, ko se ljudje v naših podjetjih počutijo na tak način, počnemo nekaj v redu. Kreiramo okolje, v katerih ljudje s svojim vedenjem dosegajo cilje. Če ne, se počutijo tako. Torej, ko se ljudje slabo počutijo, ne vi, ja pa dajte se malo vzeti v roke, pa dajte nekaj narediti, pa ni prav, da se tako počutite. Ne? Kaj je za njih? Seveda vi lahko naredite piknik. Samo piknik pomeni združevanje, kaj če jih moti nekaj drugega. Torej, razumeti, kaj v vašem podjetju dela ljudi take in kaj jih dela take, je ključ, da bo ljudje čutili samo motivacijo za delati veliko in dobro. Kaj se dogaja z vidika potreb v časih te koronakrize, krize, izolacije, odtegnitve družbe in tako naprej? Eni bojo rekli, da se potrebe popolnoma spremenijo. Ma ni res. Ostanejo identične, kot so bile. Samo zaznamo jih na drugačen način. Predstavljajte, da ste v zaporu. A želite več svobode ali manj svobode, kot jo imate, kot ste zunaj? Je popolnoma enako, samo zunaj lahko živite, v zaporu je ne morete in zato pač ljudje, ki so v zaporu, trpijo.
Ker če ne bi bilo tako, če bi se spremenil koncept potreb v zaporu, bi ljudje lahko seveda prišli v zapor, bi rekel, kle sem v zapor, briga me, itak ne morem ven, se ne sekiram več. Pa ni tako. Podobno velja za zdravje ali pa za katerokoli drugo idejo, željo, potrebo, ki jo ima človek. Še ena stvar za podjetnike, za delodajalce, za ljudi, kaj se dogaja z vidika informacij v samoizolaciji, v tej družbi, kjer je veliko manj stikov, kot smo jih navajeni. Seveda, ko pridemo v službo, ko delamo z drugimi ljudmi in tako naprej, prihajajo informacije z čisto vseh koncev in mi delamo selekcijo, odberemo tisto, kar je za nas, ostalo damo proč in tako naprej. Medtem, ko gremo v samoizolacijo, so ljudje nagnjeni, da si izberejo komunikacijski kanal, ki jim je najbližje. In samo opažam, da v teh časih marsikdo izbere tiste kanale, ki so obsedeni s teorijami zarot, iskanjem krivcev za to stanje in tako naprej. In vsem, kar sem danes že povedal o miselnosti, optimizmu in tako naprej, veste, kaj se potem s takim človekom zgodi. Priporočam, da ste vi tudi kanal za ljudi. Da vodje, direktori komunicirate s svojimi zaposlenimi, da jim pošljete enkrat na teden, na 14 dni, ali pa rajši na teden kot na 14 dni, mail. Jih pozdravite, vprašajte, kako so, upate, da so v redu, jih povabite, da se oglasijo, če imajo kakršnokoli vprašanje, težavo, izziv, in jim poveste par stvari, ki so značilne za ta teden, pa kar se bo dogajalo v naslednjem tednu. Bodite prisotni. Če ne, bo ljudi lahko, ne rečem, da nujno, ampak lahko zaneslo. Zaneslo v smeri, ki bojo dejansko dramatično zmanjšale njihovo zmožnost, seveda, kot rečemo radi, vsaj jaz, delati veliko in dobro in se pri tem dobro počutiti. Ali so te situacije, v katerih mi danes živimo, stresne? Jaz ne vem, kolikor za koga. Marsikdo bi rekel, ja, so stresne, zagotovo so stresne, zato ker tvegati izgubo službe, tvegati iskati novo službo in tako naprej, to je stresno. Pravim, kolikor za koga. Bom dal primer vsakdanjega življenja. Peljemo otroka rolat, pade si, prebije brado, neki komolc ali pa se rani in tako naprej, to je za nas zelo stresno. Otrok joče, ga boli, imamo občutek, da nismo dober starš in tako naprej. Gremo na urgenco, ga prepeljemo otroka tja, a si želimo, da bi ta ista situacija bila za medicinsko sestro tudi stresna. Da medicinska sestra bi bila, kam si preletel, bogi otrok. Enako kot mama, ko se je to zgodilo. Ne, za njo pričakujemo, da ta situacija ni stresna. Upamo, da jo obvlada. In ko pridemo seveda k kirurgu, čez vrata, nas sterilizirajo in tako naprej, da bi rekel kirurg, kaj ste to prepeljali? Zakaj niste čuvali te otroka? A ste vi nori? Ne, on pride mirno, zašije, ne sodi nič, ne komentira, pafete. Torej, ko pridejo gasilci, ko pridejo reševalci, smo srečni, ker oni te situacije ne doživljajo kot stresno. Oziroma, če jo, ker ne vejo, kaj narediti, upamo, da bojo ta stres obvladali. Torej, stres je posledica, ljudje, ni razlog sam po sebi, je posledica, če se mi ustrašimo, da naših potreb ne moremo zadovoljiti zdaj ali v bodoče. In seveda, kaj je problem tega, da mi interpretiramo? Da je seveda tudi doživljanje stresa v naših rokah. Ker kaj se dogaja med stresom? Med stresom, evolucijska rešitev, nekaj milijon let stara rešitev, nas pripravlja za dve vedenji, ki pridejo zelo prav v nevarnosti, za boj ali beg. Celo telo se pripravi samo na to, da bo hitro teklo ali se bo borilo, če v prispodobi rečem. In seveda, ko mi razmišljamo o nevarnosti, o tveganjih, o nesrečah in tako naprej, naše žleze z notranjim izločanjem ne ločijo med domišljijo in realnostjo, ampak pripravljajo naš sistem na boj ali beg. To pomeni, mi trošimo energijo, mi samo da razmišljamo, kaj bo jutri. Bom zdaj dal primer iz prej. Torej, vi imate pesimista, ga vprašate, ti imaš službo? Imam, sem, ne vem, kaj bo jutri. Torej, celo ko je vse v redu, on ni v redu. Zakaj? Ker ne ve, kaj bo jutri. Noben ne ve, kaj bo jutri. Optimist reče, bo jutri, bomo reševali jutri. Medtem ko pesimist misli, da je odgovoren, če se sekira, kaj bo naprej. Ampak njegove žleze ga pripravljajo na boj ali beg. Boste, ki imajo Aleksandar, pretiravaš. Naredimo majhen eksperiment. Evo, predah. Predstavljajte si zdaj, koliko sline imate v ustih. Čutite slino v ustih, je res? In zdaj si vi predstavljate skupaj z mano eno tako sočno, rumeno, zrelo limono, ki jo prerežete na pol in jo stisnete v kozarec, stisnete limono, vohate to svežino, to okus od limone in zdaj spijete ta limon in sok. Ni niti limonada, to je kislo. Kaj se dogaja v vaših ustih? Imate več sline, je res? In kje je kakšna limona? Kje je realna situacija limonade?
To dela naša domišljija našemu telesu. Nas pripravlja za tisto, kar naši možgani delajo. Torej, sam koncept skrbi za naprej ni nič drugega kot sekiranje. To ni odgovornost, ljudje. To je poskus nadzora nad stvarmi, nad katerimi pač nimamo nadzora. Kolikokrat sem se smejal, so rekli ljudje, gospod psiholog, imate otroke? Ja. Pa hodijo kaj ven? Ja. Samo, kaj pa vi naredite, ko greva zvečer ven? Ja, nič, kaj gledam televizijo, pa greva ženo spat. Bereva, greva spat, se pogovarjava, greva spat. Aha, pa vi lahko spite? Ja. Veste, jaz ne morem. No, jaz pa lahko, z lahkoto. Veste, jaz jih imam rad, vi jih imate radi. In sklepajo seveda, da moja mirno spanje je povezano z tem, a jih imam rad ali ne. Večino časa smo zelo rad. Moram tako rad, da boli včasih, če se pohecam. Ja, kako pa lahko spite? Jaz da počivam, spanje namenjeno počitku. Ja, kaj pa če kaj narobe? Ja, tam imam telefon, me pokličejo in grem iskat. Me razumete? Torej, jaz razmišljam, če me bojo rabili, bojo poklicali. Ja, jaz pa ne moram spati. Gospa, kaj pa vi počnete? A vi urejate promet? Vi mentalno ste na cesti skupaj s hčiro, in reče, pazi, desno, drži se desno. Je šel mimo. Zdaj prihajam ta ni v redu. Da bo šel. Se ne kontrolirate sveta s svojimi mislimi, ampak to počnejo starši. To počnejo delodajalci. To počnejo delavci, ki jih skrbi, kaj bo jutri. In ta stres nam črpa energijo, ljudje. Zato, da bi lahko uspešno funkcionirali. Kdo bo zmagal? Kdo bo zmagovalec? Kdo bo v tej bitki, v tej korona krizi prišel zdaj ven cel in tako naprej? Če mene vprašate, je vse odvisno od zornega kota, kako gledamo na stvari. Ne? Če vas vprašam na tej sliki, kdo je lovec, kdo je plen, boste vsi rekli, Aleksander, psiholog, levinja je lovec in gazela je plen. In se strinjam, gazela ne bo preganjala levinje in ne bo lovec. Ampak, če poznamo karakteristike te slike, ta slika je bila posneta z razdalje več kot 100 metrov z ultrazoomom, in razdalja med levinjo in gazelo je več kot 30 metrov, kar je v savani popolnoma dovolj časa, da gazela uteče levinji. Ni šans, da to gazelo, če je zdrava, levinja ulovi. To pomeni, čez kakšno, niti ne minuto še prej, se bo gazela po savani že gledala travo, mulla, z enim očesom seveda nevarnost, ampak pač nevarnost je minila, pulsi pade, živi naprej. Levinja že 5 dni ni jedla. K njenemu skrivališču, kjer sta 2 mladiča, je na poti trop hien. Levinja v naslednjem lovu, če ne ulovi, vprašanje, če bo preživela, če bo imela še dovolj energije za naslednji lov. Tako da, kdo je v teh izrednih razmerah žrtev, kdo je lovec, kdo je plen, kdo bo zmagal, kdo bo izgubil, je podobno kot pri tistem optimizmu. Mi se odločimo, kaj bomo. Mi se odločimo, kako bomo videli stvari. Zorni kot, s katerega gledamo na izzive, je ključen za to, kako bomo in živeli, in preživeli, in izšli iz situacije, ki jo živimo. Veste, mi v običajnem življenju živimo kot v tem toboganu smrti. Zjutraj vstanemo, se stoširamo, pojemo zajtrk, gremo v službo, pridemo iz službe, gremo po otroke, zvečer malo ne vem kaj, in pa gremo spat in drugo jutro naprej. In vse, kar imamo občutek, da lahko počnemo, je, da se deremo, ko gremo navzdol, da globoko dihamo, ko gremo navzgor in tako naprej. Občutek je, kot da ne sprejemamo nobene odločitve. Ampak v resnici je življenje cela veselica. Življenje so križišča. Zakaj sem tisto na začetku rekel, da v kriznih razmerah moramo imeti jasno strukturo? Predstavljajte si zdaj, to je zemljevid Slovenije, ki ga dobimo v otroški literaturi. Imamo glavno mesto, Ljubljano, vidimo, da tam je grad, vidimo, da je nekaj obale, pa vidimo, da je Maribor in tako par stvari vidimo. In rečemo, a je ta zemljevid dober? Jaz ta zemljevid predstavljam, ko si izberem to predstavo in daje neko strukturo, ima za se gibati po Ljubljani, za po Sloveniji, za vedeti, kje je najkrajša pot med Postojno in Idrijo, kler niti ne vidimo, a se da z Postojne do Idrije sploh pride. Rabimo kaj? Rabimo drugačen zemljevid, z veliko več podatki, z veliko več strukture.
ti omogoča, da se lažje odločaš. Torej, vse naše izkušnje, vse, kar želimo, vse, kar pričakujemo, damo v strukturo in potem se lahko ljudje veliko lažje, svobodno odločajo, kakšne odločitve bojo sprejeli, zato da bi lahko seveda reševali najbolj kreativne izzive, do katerih pride v delovnem procesu ali kjerkoli že. Prej ste slišali izjemno veliko tehtnih priporočil strani kolegice Katarine, kako pripraviti nek razpis, kako se predstaviti na trgu dela in tako naprej. Torej, kaj strukturirati, kaj dati, zakaj, da nas bodo ljudje lažje našli, da bomo lažje prišli do ljudi, kaj narediti. To je struktura. To ni birokratsko slepomišljenje, ja, kaj pa tega treba in tako naprej. Ja, potem se pa usedete po turško, pa si predstavljate, kakšne ljudi rabite, in prikličite pozitivo v svoje življenje. Ja, eni to počnejo, jaz ne vem, ko jim rata, ma počnejo. Ostali gremo na portal, se seznanimo za pravili igre, sledimo enim priporočilom in povečamo verjetnost, da pridemo do želenega kadra. To je struktura. Nekaj, kar ti olajša, nekaj, kar ti omogoča večjo verjetnost, da prideš do cilja. Tako da v kontekstu in svojega življenja, in odnosa do ljudi, do potencialnih iskalcev zaposlitve, je treba zelo jasno opredeliti, kaj od ljudi pričakujemo. Ampak ne pričakujemo dobre ljudi, delovne ljudi in tako naprej. Ja, to vemo vsi. Se poglobiti v odnos, se poglobiti v zahteve, še težjo besedo tukaj dam, evo, kot cilj in pričakovanje, potem se bom še malo vrnil na to, ker imam en slajd pripravljen, imam še koliko je 5-6 minut do konca, bom razložil to. Ker zakaj gre? Lejte, zakaj rabimo ljudi? Je zelo preprosto odgovor, zakaj rabimo ljudi. Če bi lahko naredili sami, bi naredili sami, zakaj bi plačevali druge ljudi. Ampak ker ne moremo narediti sami, ker dela je več, kot bi ga lahko naredili sami, seveda zaposlujemo. In čim ko zaposlujemo, pridemo do vodenja. To mora biti tisti, ki reče, ki pove, ki da strukturo. In vodenje je doseganje ciljev s pomočjo drugih ljudi. Če se strinjamo s to definicijo, vas vprašam, v kakšnih odnosih naj bomo z njimi. In vsak bo zdaj rekel, v dobrih odnosih. Kako prideš do dobrega odnosa? Evo, in to je ta slajd, ki sem rekel, da bom čez 2 slajda prišel do njega, do cilju pričakovanj. Zakaj nekoga zaposlimo? Ker imamo delo. In sedaj, da bi nekoga zaposlili, je treba najprej najti stične točke. Mi rabimo inženirja, nekdo, ki bere ta oglas, jaz sem inženir. To je stična točka. Prebereš, koga rabijo, jaz sem ta. Zdaj je pa drugo, zdaj začnemo iskati skupne interese. In seveda, kaj je interes delodajalca? Da dobi primerno osebo, motivirano, zdravo, z entuzijazmom in seveda jaz iščem okolje, ki me bo z veseljem sprijelo in tako naprej. Iščemo neke skupne interese, ampak še vedno so drugačni. Si predstavljate, ker zakaj gre? Jaz imam interes dobiti nekoga, ki bo veliko delal, on ima interes dobiti socialno varnost. To sta 2 različni stvari. In moramo iti naprej. Seveda, mi imamo interese delati skupaj. Ja, to je zelo lepo. Ampak kakšna so vaša pričakovanja, gospod? Jaz sem pričakovanja, da bi toliko in toliko zaslužil. Se da, če delate tak in tak način, toliko in toliko časa s takim rezultatom. Torej, za taka pričakovanja mi to damo. Imamo seveda s tem povezana svoja pričakovanja. Torej, zelo natančno opredeliti pričakovanja. In tu se ne konča. Ker tisto tudi, ko imamo jasna pričakovanja, to pomeni cilje, želje, interese, je treba natančno opredeliti želeno vedenje. To seveda v modernem poslovnem okolju delamo z sistemi kompetenc. Kakšne kompetence nekdo potrebuje, torej kakšno vedenje bo pripeljalo ljudi do cilja. In seveda rezultate ne dosegamo, kot sem prej rekel, ker upamo, da bo boljše, ker verjamemo v uspeh, ker se zelo trudimo, ampak zato, ker se tako obnašamo. Učinkovito vedenje pripelje do rezultata. Se spomnite tistega slajda? Če vedenje pripelje do rezultata, se počutimo kako? Dobro. Tukaj jaz različne dele svojega predavanja potem ob koncu začnem mesiti v eno strukturo, kjer dobivamo odgovore na naše vprašanja z vseh možnih koncev. In na koncu, ko se peljemo, tukaj bi lahko pisal tudi za uspešno sodelovanje, tudi za uspešno komunikacijo in tako naprej. Torej, koncept vodenja, koncept
kadrovanja, karkoli. Ampak 3 pogoji so vedno za vse te stvari pomembni. Ljudje morajo vedeti, kaj je za narediti, morajo vedeti, kako narediti in seveda imeti voljo za to narediti. Torej vse 3, ker če ljudje vejo, kaj narediti in kako narediti, nimajo volje, seveda ne bo narejeno nič. Če ljudje vejo, kako narediti in imajo voljo, ma ne kaj je narediti, tudi ne bo narejeno nič. Ok, če vejo, kaj narediti in imajo voljo in ne vejo, kako narediti, bojo kaj naredili, samo vprašanje, če bomo zadovoljni z rezultatom. Torej vse to skupaj je ključno za to, da pridemo do cilja. In ta cilj je lahko ali uspešno rešen projekt, ali izdelek, ali storitev, ali pa zaposlen posameznik. Velja tako za iskalce zaposlitve, ali kot za delodajalca. In na koncu, še zadnji slajd, na koncu dneva, vse, kar naredimo ali ne naredimo, se nekoga dotakne. Imam eno priporočilo. Ne glede na krizo, ne glede na težke razmere, je zavedanje, da bomo to, kar počnemo, se nekoga dotaknilo in da včasih bo seveda za to, kar bomo mi naredili, za nekoga pomenilo buško, razočaranje. Takrat v naši kulturi naredimo 2 stvari. Najprej se opravičimo, to se pričakuje, in potem spremenimo vedenje. Zakaj to govorim? To je moj dodatek na koncu, ker vedno dodam nekaj, kar mogoče ni neposredno povezano z predavanjem, ki ga imam. Imate ljudi, ki hodijo na sestanke in se opravičijo, ker zamudijo, in naslednjič se spet opravičijo. Torej, prvi del jim gre, torej se opravičijo. Samo oni so samo vljudni, niso pa še odgovorni. Zato, da bi bil nekdo odgovoren, se opraviči in potem pride točno, če ste me razumeli. Torej, koncept dobrega dela vedno temelji na tem, da vidimo druge ljudi, da jih opazimo, da smo senzibilni, empatični in ko ugotovimo, da naredimo napako, se opravičimo in spremenimo vedenje. Samo na ta način bomo napredovali. Bomo kreirali okolje in kulturo, v katerem bo ljudje in radi delali ali pa radi prihajali in se zaposlili pri nas. Evo, to je bil moj razmislek. Hvala za čas, ki ste mi ga dali na razpolago. Jaz sem drvel skozi in upam mogoče kakšno minuto, če je ostala še za to, da sprejmem kakšno vprašanje ali pa mogoče komentar. Evo. Hvala za izčrpno predavanje in tudi hvala za bonus dodatek. Vprašanj po chatu nismo dobili, se je pa meni pojavilo eno vprašanje, pa bom jaz začel, če drugega ni. Govorili ste o upanju, optimizmu, načrtovanju, motivaciji. In dobili smo odgovor, kakšni ne bodo vodje, da bomo taki. Ampak vodji se največkrat ne izbiramo, imamo katere, imamo, ne bo to podjetje, največkrat zakonca si hvala Bogu izbiramo. V državi, kako naredimo, da bomo v okoljih, ki smo, sami razvijali in potencirali svoj optimizem in zavrgli pesimizem. Zaradi tega, ker hitro lahko spadeš v eno ali drugo spiralo. Ampak kako aktivno natreniramo optimizem? Najlepša hvala za to vprašanje. Zdaj smo na unem področju, ker jaz rečem zacvetim. Torej, kako? Ključ, kako nekaj naredimo. Zdaj, prva stvar v podjetjih je, zdaj jaz ljudi vprašam, evo, zdaj bom izkoristil, da bom to narisal, kot sem rekel, v večini podjetij, recimo, da to nič nismo naredili in tukaj smo naredili vse. Zdaj vas jaz vprašam, v večini podjetij koliko delate dobro? Delate vse dobro? Rečejo ne, večinoma delamo dobro. Večinoma delamo ok in kakšne stvari pač ne delamo ok. Torej ni ok. Super, ne? Prvo pa rečemo, zdaj pa si predstavljate, da je to čas, ko delamo. To je pa čas enega sestanka. In me zanima, koliko časa na sestankih govorite o tem, kar delate dobro in koliko časa na sestankih govorite o tem, kar ne delate dobro. In seveda, običajno rečejo, ok, tisto, kar delamo dobro, govorimo toliko in toliko govorimo o tistem, kar ni ok. Zdaj vas pa jaz vprašam, v skladu s svojim, kar sem povedal danes na predavanju, kako se običajno ljudje počutimo, ko delamo dobro? Jaz se počutimo dobro. Kako se počutimo, ko delamo slabo? Se ne počutimo dobro. In isto velja, ko se pogovarjamo o stvareh, se počutimo dobro, tukaj se ne počutimo dobro. In evo vam zdaj Slovenijo. Zdaj bom razložil na tem preprostem grafu Slovenijo. Večinoma delamo stvari v redu, ma se večinoma počutimo za en drek. In to je problem našega okolja.
ker se ne znamo pogovarjati prav, dajmo reči, na sestankih. Torej, moje priporočilo, ki se kaj narediti, ne, pridemo na moje, se rekel, jaz zajamem sapo, sestanki so, kaj je ok, prva stvar, in druga stvar, kaj sedaj? Ne analiza, kaj je narobe, kdo je naredil, kaj nismo naredili in tako naprej. Kaj je zdaj? Kaj naprej? Kaj pričakujemo od tebe? Ne, jaz se ne analiziram 1 uro, zakaj ste vi zamudili na sestanek. Mene zanima samo to, kako vam lahko pomagam s tem, da jutri prijete točno. In rečemo, jaz ob 9 bi vas rad imel točno na sestanku, ker je ta sestanek res ključen. Žarko, jutri se mi dobiva ob 8:30, greva skupaj ene stvari. In meni boste zamudili 3 minute ali pa 5, pa jaz bom to prenesel. Ampak ob 9 bova šla, pa vas bom za roko peljal na ta sestanek. Sem dal en primer, zdaj boste rekli, ne moreš ljudi za roko voditi na sestanke in tako naprej. Samo dajem primer, kako nam naša kreativnost lahko služi za načrtovanje, kaj naprej, ali za ubijanje volje, energije in pozitivizma v ljudeh. To, ko pokažem na svojih delavnicah, večina ljudi reče, ja pa se v resnici je res nekako tako, ampak mi to rabimo, ker mi analiziramo, mi se pogovarjamo o tem, kar je narobe. In pol, kakšni ste na koncu? Taki, gremo delati, ali to je bila cesta, kaj nam je tega treba. Tako mi kreiramo okolje, ki žal ni konkurenčno. Evo, tako v žaru sem odgovoril na vaše vprašanje. Mi je všeč taka konkretna vprašanja, so mi pisana na kožo. Ja. Še drugim udeležencem, če ima kakšno vprašanje, vmes smo dobili seveda tudi pohvalo, pa zahvalo za odlično predavanje. Hvala. Ampak izgleda, da ni drugih vprašanj. Dobro. Torej, zaključujemo. Hvala vam in hvala tudi vsem tistim udeležencem, ki ste vztrajali do konca. Upam, da je bilo zanimivo in če je bilo zanimivo, dajte povedati to še kom, delite to tudi našo povezavo bomo poslali na elektronsko pošto. Prošnja pa vsem udeležencem. Po zaključku vam bomo poslali še eno kratko anketo, kako ste bili zadovoljni. In prosim vas, odgovorite nam na anketo, minuto vam bo vzelo časa, odgovori nam veliko pomenijo, hkrati pa čisto kot birokratsko, to je tudi en pogoj, da je to bil za našega projekta in zato je bil ta dogodek brezplačen. Vkolikor boste želeli kakšne informacije od nas, bomo vaših pobud zelo veseli in bomo z veseljem se povezali. Sicer pa, še enkrat, zahvalil bi se obema predavatelja, Katarini Kavčič in dr. Aleksandru Zadelu. Iskrena hvala pa moji sodelavki Jani Rožac, ki je vse to tehnično poskrbela za to, da je teklo v tej dobri obliki in tekoče. Hvala, upam, da se bomo še kdaj videli v živo, ne samo digitalno, in ostanemo zdravi. Lep pozdrav in nasvidenje, Jana pa nas bo zdaj odklopila. Zdravo. Srečno. Srečno. Srečno.